Suzana Lepšemenko, ponovno ste se odločila za kandidaturo na letošnjih volitvah. Pod prejšnjo vlado Janeza Janše je bilo kar nekaj načrtov, kaj se bo tu spremenilo, kaj se bo tu naredilo, ampak kje so sedaj načrti? Ja, številni projekti so bili nekako zaustavljeni za strani aktualne oblasti, zlasti ko govorimo o infrastrukturnih projektih. Takrat so kar v proračunu jih zamaknili tam po letu 2029, izključno sklicevali so se na, da je najprej potrebno sanirati seveda situacijo tam, ker so bile poplave, kar seveda razumemo, ampak vemo pa, da so številni milijoni šli v projekti, ki niso nujni za državo, in potem seveda ne moremo razumeti, kako so lahko naša območja, ki so pač nekoliko bolj na obrobju Slovenije, ostala brez teh projektov. Tako da absolutno potrebujemo več razvoja v slovenskem podeželju in recept za to je edino desna vlada in pa Slovenska demokratska stranka. Če bo vlado spet vodila, se pravi ekipa Janeza Janše, se boste zavzemala za to, da tudi kakšno ministrstvo pride ali na Ptuj ali v Maribor oziroma v te kraje? Jaz vedno pravim, da je edini način, da decentraliziramo Slovenijo, je tudi to, da državne institucije delimo okoli. In prav težko razumem, kako je lahko, ne vem, recimo Ministrstvo za kmetijstvo sredi Ljubljane, ki bi lahko recimo bilo kje v Prekmurju in tako naprej. Z tem, če bi decentralizirali te institucije, bi zagotovo naredili ogromno za razvoj, bom rekla, za bolj skladen regionalni razvoj, k čemur se v bistvu država prizadeva. Tako da ja, absolutno, to absolutno podpiram. V Mariboru je bil tudi urad za demografijo, bi ga ponovno postavili v Maribor? Ja, glede na demografsko sliko urad za demografijo absolutno potrebujemo in ja, v Maribor absolutno, zakaj pa ne. To je ena izmed inštitucij, za katero sem bila v bistvu zelo žalostna, ko sem videla, da je aktualna oblast ukinila, tako da ja, v Maribor se strinjam. Hvala lepa. Hvala vam. Moram dati poudarek, da nismo v Slovenski demokratski stranki do sedaj veliko obljubljali, zato tudi sam veliko ne obljubljam. Verjel bi seveda, da bomo obljubljali, ko bomo zmagali volitve in seveda sestavili vlado, če bomo sestavili vlado. Gre za to, da dejansko poslanec opozicijski nima številk od ministrov v žepu, koalicijski pa jih ima. Poudarek bom pa dal temu, da seveda se pridružujem programom stranke, da seveda razvijamo podeželje in da naredimo slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno. Medtem, ko seveda imamo v mojem okraju zelo veliko kmetij, ki težje preživijo, ki niso konkurenčne, gre pa za to, da v Sloveniji so kmetije velike le povprečno 7 hektarja. In seveda moramo zagotoviti dobre pogoje in jih razbremeniti. To, kar pa je še pri meni zelo pomembno za razvoj, je pa tudi turizem in imamo recimo v Dornavi čudovit baročni dvorec, za katerega smo rekli že leta 2022 pod prejšnjo vlado, da bomo namenili za njegovo obnovo 30 milijonov evrov do leta 2029 in tega nismo začeli izvajati. In sedaj seveda bomo znova skozi naš apel naslovili ta problem in seveda tudi, če bo ministrstvo pod našo vlado pristojno za kulturo potem prisluhnilo mojim željam, potem se bo dvorec začel obnavljati. Naslednja zadeva, ki bi jo morda želel poudariti, je zelo pomembna za celoten regionalni razvoj, je zelo pomembna tale naša glavna cesta, za katero imamo sedaj nekako že informacije, kakšen bi bil tudi strošek za njo, kje bo potekala. Zato smo se nekako cel čas zavzemali, ampak stvari se niso premaknile in verjamem, da bi pač v nekem roku 5 let, ker je investicija zelo, zelo velika, rečemo, astronomske številke so pokazali včeraj na Ministrstvu za infrastrukturo, da bi se seveda izvedla v naslednjih 2 mandatih. Druga zadeva, ki pa jo moram poudariti, pa znova, za naše kraje bi bile regije rešitev. Regije pa ne morejo biti rešitev, če ne dobijo sredstev. Se pravi, nekdo v Ljubljani se brani regij in ta ima veliko finančno moč. In če mi seveda znova vložimo, da bomo ustanavljali pokrajine, bi te pokrajine, ne glede na to, ali jih bo, 10, bi te pokrajine seveda potem imele možnost dirigirati
tak 25% sredstev državnega proračuna, pa rečemo, da bo zdaj to zneslo tam nekje okoli 4 milijarde evrov in mi dejansko skozi ta denar lahko razvijamo severovzhodno Slovenijo in pa Ptujsko polje, Slovenske Gorice, dosti uspešneje kot sedaj, ko dejansko imamo vpliv tudi na predsednika vlade s strani županov velikih mest. In zaradi tega, seveda, moja roka bo šla gor za regije in tudi, če je potrebno, da bomo prepričali še nekaj poslancev iz drugih poslanskih skupin, da bi dosegli kvoto 60 glasov. Torej, Slovenija ni le Ljubljana in mi moramo narediti več za decentralizacijo. Verjamem tudi, da lahko kakšno ministrstvo in pa seveda spet kakšno agencijo, urad prestavimo v naše konce. To pa zaradi tega poskusili smo, da seveda potem tudi naši ljudje pridejo do kvalitetnih delovnih mest in da seveda se ne vozi 120.000 ljudi v Ljubljano, ampak mogoče nekaj manj in že tako ali tako so ceste zatrpane. Kar je še takega, da pač resnično podpiram tudi naše podeželje, vinogradnike, da bo vsak kos zemlje, vsak meter kvadratni lepo obdelan, zato pa moramo dati drugačne pogoje, kot jih ta moment nudi kmetijsko ministrstvo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.